Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Danes nas čaka prav posebna zgodba o kameleončku, ki pa ni znal spreminjati barv, tako kot to zmorejo drugi kameleoni. A kameleončkovo srce je bilo tako toplo in pogumno, da se je kljub temu podal na poučno, barvito pustolovščino. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo barviti pravljici z naslovom Kameleonček, ki ni znal spreminjati barve. Kameleoni lahko spreminjajo barvo glede na to, česa si želijo in kako se počutijo. Vsi, razen Lonija, ki je trudu navkljub vedno ostal rjave barve. Nekega večera je opazil, da je soseda Sara povsem siva. Bila je žalostna, ker so prijatelji pozabili, da jutri praznuje rojstni dan. Nihče se ni odzval vabilu na praznovanje, a je vseeno spekla tortice. Loni pa se je nečesa domislil. Naslednjega jutra je vstal zelo zgodaj, da bi Sari pripravil rojstnodnevno presenečenje. Tiho je splezal z drevesa. Spotoma je nabral sveže zeleno listje najlepših oblik. Kam pa si namenjen tako zgodaj? Ga je vprašala surikata. Rože grem nabrat za Sarin rojstnodnevni šopek. Surikata je pokazala, kje se skriva najlepši rožni grm. Kako diši, je rekel Loni, ko je utrgal rumeni cvet. V bližini je Loni zagledal drevo z veliko rdečo rožo prav na vrhu. Kako je visoko, je pomislil Loni, ko se je vzpenjal. Previdno, ga je posvarila prijateljica opica. Ravno ko je Loni utrgal rdeči cvet, je pod njim počila veja. Padel je in si v strahu zatisnil oči. Na srečo ga je ujela okretna opica in nežno postavila na tla. Hvala, rešila si mi življenje. Na nasprotnem bregu potoka je nato Loni opazil čudovit rožnat cvet. Moral bi prečkati potok, a ni znal plavati. Tako se je povzpel na močno vejo, ki je postala njegovo plovilo. S prednjimi nogicami je močno zaveslal in kmalu dosegel rožnati cvet. Ravno si je nameraval odpočiti, ko je na vrhu skale zagledal prelep moder cvet. Zbal se je, da bi spet padel, zato je začel razmišljati, ali obstaja še druga pot do vrha. Pisana Ara je videla, kako se obotavlja. Splezaj na moj hrbet, se je ponudila. Storil je tako in poletela sta na vrh skale po zadnji cvet. Po jutru, polnem pustolovščin, je Loni skupaj s prijatelji poiskal Saro. Vse najboljše, draga Sara, so zapeli vsi v en glas. Hvala, Loni, je bila navdušena Sara. Barviti šopek je bil zelo všeč. Sklonila se je, da bi Loniju v zahvalo dala poljubček, Loni pa je kar naenkrat spremenil barvo in postal pisan kot mavrica. Sarina zabava s prijatelji je uspela, Loni pa je zasijal v svoji najlepši preobleki.
Kako čudovita zgodba. Najlepše barve prihajajo iz našega srca, iz prijaznosti, poguma in ljubezni do prijateljev. Bravo, Loni, tvoja pustolovščina je bila zelo zanimiva ter hkrati tudi zelo poučna. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še isti pravljici, ki pa jo je prebral Lovro. Prijazno vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte in naj bo prav vsak dan poln prijetnih dogodivščin. Pošiljam vam pravličen pozdravček v družbi kameleončka Lonija. Čau, čau! Bravo.